Pozdravljeni. Na vrsto je prišel že 30. komentar novic v letošnjem letu. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokrat, kar se tiče same strukture prispevka, nobenih sprememb. Imeli bomo 4 različne sklope novic, ampak tokrat boste lahko opazili, da sta prvi in drugi ter tretji in četrti nekako tematsko navezana eden na drugega. Kar se tiče samih virov, nobenih sprememb, vse bližnjice do izvirnikov boste dobili seveda v opisu, če vas zanima, kaj piše v tistih izvirnih člankih. Ampak da ne bomo kot običajno dolgi, najbolje, da se lotimo naše prve teme. V prvem sklopu se bomo ustavili ob članku, ki sem ga zasledil na spletni strani GPblog 27.7. V tekstu lahko razberemo mnenja Daniela Ortelja in Erika Van Harena. Na začetku sta oba malce presenečenja nad strogostjo Charlesa Leclerca, ko nam nekako prikaže avtokritiko glede svojih lastnih napak. Oba se strinjata, da napake se dogajajo tistim slabim, povprečnim, ampak tudi najboljšim voznikom. Da Charles Leclerc odkrito priznava, da s takimi napakami si na primer ne zasluži biti svetovni prvak. A kljub temu sta poudarila neko zanimivost. Sam Charles Leclerc je povedal, da v sezoni 2022 lahko gledamo njegovo najboljšo verzijo, kljub temu, da je napravil preveč napak, zopet po njegovem mnenju. In to nekako ne gre skupaj. Vidi se, da je Charles Leclerc pod velikim pritiskom in da so zahteve po rezultatih morda, vsaj strani publike, previsoke. Po drugi strani sta opazila nekaj zanimivega, spremembo pri Maxu Verstappenu. Po osvojitvi naslova svetovnega prvaka Formule 1 se je spremenil. Po njunem mnenju se sedaj lahko zadovolji tudi z drugim ali tretjim mestom. Važno je, da dosega točke, ki so pomembne pri osvajanju naslova. Pri tem početju naj bi postal izjemno podoben Lewisu Hamiltonu. Čeprav bi tu sam rad poudaril, da ne Max Verstappen, še manj pa Lewis Hamilton, se ne tako zlahka sprijazni z samim drugim ali tretjim mestom. Oba rada zmagujeta. In tu bi vas rad spomnil na Lewisa Hamiltona in veliko nagrado Azerbajdžana v sezoni 2021, kjer bi se lahko Lewis Hamilton sprijaznil z drugim mestom in tako osvojil na primer dovoljšne število točk tudi za osvojitev naslova na koncu prvenstva. Lewis Hamilton si je želel zmagati in podobno je z Maxom Verstappenom. Seveda, sedaj je bolj umirjen in lahko malce z lažjim srcem sprejme rezultat, ki je plod, naprimer, krog, ki niso pogodu njegovemu Red Bullu. Ampak to še ne pomeni, da se ne prav na vsaki dirki hoče boriti za zmago. A seveda, gre za moje osebno videnje in moje osebno mnenje. Mi se bomo pa s Charlesom Leclercem ukvarjali tudi v drugem sklopu. Kot sem že napovedal, se bomo tudi v drugem sklopu ukvarjali s Charlesom Leclercem. Tokrat se bomo zaustavili pri članku, ki sem ga zasledil na spletni strani RaceFans 26.7. V tekstu vidimo lahko neke vrste teoretični izračun. Namreč avtorji so vzeli naslednjo teorijo.
Ukolikor Charles Leclerc zmaga vseh 10 zadnjih dirk in poleg tega še sprint vezan na veliko nagrado São Paula in je Max Verstappen na vseh teh dirkah drugi, ampak če poleg tega osvoji še vse točke za najhitrejši krog, na koncu, kljub vsemu trudu Charlesa Leclerca, svetovni prvak ponovno Max Verstappen. Seveda, možnost obstaja, ampak verjetnost za tak razplet je izjemno nizka in tega se zavedajo tudi avtorji. Ampak na izjemno lep način so nam prikazali nekaj, kar je bistvenega. Charles Leclerc v poziciji, kot jo vidimo sedaj, ni več odvisen sam od sebe. Namreč bistveno bolj enostavno je Maxu Verstappenu biti na vseh postajah drugi, kot Charlesu Leclercu zmagati vse preostale dirke. In to pomeni, da bo v naslednjih postajah izjemno pomembno, kako bosta sodelovala tako Charles Leclerc kot Carlos Sainz mlajši. Tu ne smemo pozabiti na primer Sergija Pereza. In seveda ne trdim, da so boji za naslov svetovnega prvaka že zaključeni. To se bo zgodilo takrat, ko nam bodo številke potrdile, da ni več matematične možnosti. Ampak v nadaljnjih dirkah bo izjemno pomembno tudi, kako bo z zanesljivostjo ene in druge ekipe in predvsem, kaj bo z kazenskimi mesti povezanimi z elementi pogonskega sklopa. Kar nekaj vprašanj, ki stavijo Charlesa Leclerca zmeraj v slabšo luč in kjer verjetnost, da bi mu uspel tak presenetljiv preobrat, je manjša in manjša. A pustimo se presenetiti, namreč ukolikor bi znali napovedovati prihodnost, bi bilo spremljanje sedanjosti nezanimivo. Pojdimo k naši tretji temi. V tretjem sklopu se bomo pa malce oddaljili od Formule 1. Našo pozornost bomo usmerili v Združene države Amerike, točneje v serijo NASCAR. Na naslednji dirki v Indianapolisu bo nastopil naš stari znanec. Namreč, če pogledamo spletno stran jayski.com 26.7. bomo lahko prebrali, da bo Daniil Kvyat soten na tej cestni dirki. In to je presenečenje, namreč na začetku sezone 2022 smo videli pravo gonjo proti vsem, kar je bilo ruskega, in tu seveda vključujem tudi ruske voznike. Znano nam je, da je Daniil Kvyat ponosen na svoje korenine in na svojo narodnost. In zanimivo bo videti, kaj se bo dogajalo na dirki v Indianapolisu, v seriji, ki bolj ameriška kot tako ne more biti. Daniil naj bi nastopil na tej in na še dveh preostalih cestnih dirkah. In pridružil se mu bo v nadaljevanju tudi Kimi Räikkönen. Torej kar nekaj voznikov iz sveta Formule 1 se bo preizkusilo v tej tipično ameriški kategoriji. Seveda, z zanimanjem bom spremljal, kaj se bo zgodilo in kako se bo Daniil Kvyat odrezal. Ampak zanimivo je, kako se mu je uspelo priti v serijo, ki je pojem Združenih držav Amerike. Če smo v tretjem sklopu govorili o voznikih Formule 1, ki se nekako preizkušajo v Združenih državah Amerike, bi bilo v četrtem sklopu tudi prav, da pogledamo situacijo ameriških voznikov, ki skušajo priti v svet Formule 1. In tu bi rad poudaril, da Jost Capito ima verjetno že kar nekaj tednov glavobol. Član njegove akademije Logan Sargent je več kot odličen v Formuli 2. Kolikor bo v takem ritmu končal prvenstvo,
bo dobil dovolj točk za podelitev superlicence. Njost Kapito bo imel tako imenovane sladke težave. Namreč na prvi pogled bi lahko Logan Sargent ne dobil sedeža pri ekipi Williams. Mnogi namreč stavijo Oskarja Piastrija poleg Aleksandra Albona v naslednji sezoni. Logan Sargent, Američan. In to mnogi, recimo temu strokovnjaki, pozabljajo. Kolikokrat smo slišali, da je Colton Herta tisti, na katerega stavijo takšni in drugačni poznavalci kot na naslednjega Američana v svetu Formule 1. S tem, da so pozabili na neko bistveno zadevo. Colton Herta v tem trenutku nima dovolj točk za podelitev superlicence. Logan Sargent jih lahko v bližnji prihodnosti bo imel. In sedaj se poraja vprašanje, zakaj sami Američani ne podpirajo Sargenta. Ne vem. A mnenja sem, da so tu vmes bolj strokovnjaki za, na primer, stike z javnostjo, kot strokovnjaki, poznavalci razmer v motošportu. Colton Herta se po mnenju mnogih privaja na svet Formule 1, tako da mu je ekipa Andretti plačala tečaj vožnje bolida Formule 1 pri McLarenu, seveda s tistimi starejšimi izpeljankami. Logan Sargent take podpore nima. Težave je imel v Formuli 3, tam ostal v sezono več kot njegovi vrstniki. A uspel mu je preboj v Formulo 2 v Akademijo Williamsa in sedaj kaže svoj pravi talent. Zakaj ga svoji domači ne podprejo, ne vem. Dejstvo pa je, da tisti, ki je bližje Formuli 1, je Sargent in ne Herta. A vkolikor boste prebirali takšne in drugačne sestavke, boste lahko dobili čisto drugačno mnenje. A seveda, kar se tiče tega kratkega komentarja novic, za danes to vse. Hvala za vašo pozornost, seveda nasvidenje.